Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz bom probal biti malo hitrejši, pa upam, da vas ne bo motilo, bom te klipe kar sam na hitro se vrtel, ne iz kakega nespoštovanja ali pa česarkoli, ampak mislim, da bo tako lažje pa hitreje. Jaz bom na kratko naredil en pregled sojenja prekrškov in sicer s poudarkom na koraki. Ok, se pravi, najprej koraki, največ klipov imam z področja sojenja prekrška korakov, pa ne zato, ker bi bilo kaj posebej s tem narobe. Jaz sem sicer malo pod vtisom Jadranske lige, kjer, bom rekel, smo v zadnjem obdobju dobili navodila, da smo fejst popustili pri sojenju korakov glede na začetek sezone, ko smo vsi dobili jasno navodila, kaj koraki so, kaj ne. Tako da tam, bom rekel, smo spet bolj intenzivno začeli delati na tem, ko pa sem z Željkom govoril, kako je pri nas na prvi slovenski ligi, pa je rekel, da posebnih težav s tem ni, da so sicer nekonsistentnosti, tako da v bistvu sam za osvežitev spomina. Ne bom vam predaval pravila, kdaj koraki so, kdaj ne, to, kar piše v pravilih, morate vsi sami vedeti. Bi pa vam poudaril, se pravi pravilo, ki se ga moramo sodniki pri kriteriju za korake držati, se pravi, sodimo samo tiste korake, ki so jasni. Pravi, če je nekaj 50-50, moramo imeti v glavi, da ne sodimo. Če je nekaj, kar nismo v redu videli, pa zgleda čudno, ne sodimo. Ker se veliko večkrat napačno dosodijo koraki, če zadeva, bom rekel, samo čudno zgleda, ko pa se potem zadeva secira. Prav tako, če je potrebno neko zadevo, nek klip 5-krat vračati, pa določati, je bila noga na tleh, ko je prijel igralec žogo z obema rokama. Če moramo te zadeve, bom rekel, secirati v neke detalje, da to ni tako jasno vidno, to se ne sodi. Prav tako ne pozabiti upoštevati tudi pravila, prednost, ne prednost, kdaj igralec z nekimi minimalnimi koraki pridobi prednost, kdaj je ne, se pravi tudi to zadevo moramo imeti pred očmi. Zdaj pa bi jaz kar čez te klipe šel, kar jih imam, klipov je kar nekaj, pa bi si skupaj zadevo pogledali sodnika, kaj je najpomembnejše pri presojanju te zadeve. Najpomembnejše za sodnika je, da takoj določi oziroma da prepozna, katera noga je stojna noga pri igralcu. Po pravilih pa sem prepričan, da to vsi skupaj zelo dobro poznate. Ok, prvi primer, imamo primer pravilnega, tako imenovanega spin mova. Imamo igralca, se pravi, ki v trenutku, ko je, ne bo lažje tako, zato sem se odločil, da sedim, pa te klipe kažem, se pravi, v trenutku, ko je leva noga na tleh, še ne drži jasno žoge. Se pravi, med tem, ko zavzema status, katera noga bo stojna, še ni jasno, da igralec drži žogo, zato je to primer pravilnega spin mova. Zdaj bo počasni posnetek, pa boste lahko vsi jasno videli. Torej, kaj želim s tem klipom pokazati? S tem klipom želim pokazati, da ni vsak spin move nepravilen. Je bilo to jasno? Če še enkrat pogledam. Pravi, tu igralec še ne drži žoge in potem, ko prime žogo, pa pravilno naredi 2 dotika. Naslednji klip je sicer malo nejasen, pa vseeno sem ga
pustil primer sojenja korakov, ko ni neke posebne prednosti, pač tudi igralec potem žogo tako v nadaljevanju poda. Zadeva je toliko mala, da moramo 5-krat vračati, če so bili ali niso bili. Takšne zadeve se moramo dogovoriti, da se jih ne sodi. Naslednji primer je tudi primer, ki mogoče za koga, tukaj bodite pozorni, bo igralec prodrl iz te šibke strani na to močnejšo stran, kar se sodniške trojke tiče. A zgleda zadeva malo čudno, ampak če gremo gledati frame by frame, vidimo, da sta bila dotika 2. A tudi bi za koga zgledalo zelo čudno, se pravi, tudi niso koraki. Naslednji klip imamo primer doskoka igralca, potem, ko se iz stojne noge odrine, na obe nogi so nožno, ampak to je dovoljeno, ampak v tem primeru potem igralec v bistvu eno izmed teh nog premakne. Tu desna noga, ne vem, če se je videla, tega se pravi ne sme narediti, prednji žoga tem ne zapusti roga. Jaz upam, da je bilo jasno. Naslednji primer je primer, ko igralec slajda oziroma premakne s to nogo, se na počasnem posnetku še lepše videlo, smo videli leva noga. Bilo jasno, ne? Naslednji je pa primer nepravilnega spin mova. Če si pogledamo še enkrat, pa ostavimo v trenutku, ko igralec prime žogo, se pravi, tu je desna noga, dva stojna noga, naredi dotik z levo in na to še to je imenovan tretji korak. Za desno, se pravi, v tem primeru neodsojeni koraki. Tudi tukaj videli tega centra, kako premakne stojno nogo. Tale primer na oko, bom rekel, na hiter, na ta prvi pogled, zgleda zelo na meji. Človek je rekel, da bo počasni posnetek pokazal, da so koraki. Ampak če smo pozorni, pogledamo, tukaj igralec, ko ima levo nogo na tleh, žoge še ne drži. Se pravi, se ta noga ne more šteti zastojno in pravilno neodsojeni koraki. Se pravi, to niso koraki. Potem imamo primer sojenja proti napadu Želida. Moram reči, da sem si tali klip večkrat vračal, pa jaz mislim, da je bila odločitev pravilna. Tukaj pogledamo od začetka, pa določimo stojno nogo, bi rekli, da je to desna noga, pa potem naredi še dva koraka, torej pravilno odsojeni koraki. Tu se ne vidi, ker malo se zadeva prepozno vključi. Potem imamo tudi naslednji klip, primer, ko centralni sodnik pravilno dosodi korake na spin movu. Potem imamo primer, ki bo za vas dosti uporabni. Glede na mehaniko sojenja imamo v tem primeru vodilnega sodnika, ki sodi prekršek korakov nad črto za 3 proste mete. Torej to mislim, da mora biti jasno nam vsem tukaj, da
vodilni sodnik nima kaj tja za svoj. Odločitev je sicer pravilna. Tu imamo pa primer, ko pravilno spremljajoči sodnik sodi korak. In kaj še dostkrat se zgodi, tako kot smo tudi tukaj videli, dostkrat se primeru nedosojenih korakov potem takoj zgodi osebna napaka. In zdaj, če korake spustimo, potem obrambno ekipo kar fejst oškodujemo. Potem imamo še en primer. Tudi iz naše lige pravilno dosojeni koraki. Če gremo ustavljati, vidimo, evo, zdaj sem točno ustavil, desna noga, stojna noga. Torej, ta igralec ima pravico samo še do tega kontakta, naredi pa še potem nedovoljen dotik. Pol imamo še en primer, ko vodilni sodnik sodi korake. Bomo videli napadalca, kako stojno nogo premakne za pol metra. Zdaj pa na to zadevo, če nismo dovolj pozorni, hitro lahko videli. Potem imamo še en primer kot zanimivost iz NBA-a, s katerim se v bistvu lahko odloči tudi tekma, pa bomo videli napadalca, kakšno prednost pridobi v primerjavi z obrambnim igralcem, koliko se zaradi tega nedovoljenega dotika lahko oddalji od obrambnega igralca in celo doseže koš. Evo, vidimo, leva noga je stojna. Te pa še en primer. Tudi prek dotikov pravilno od svojim koraki. Ok, to je to, kar se tiče korakov. Mogoče bi še samo tukaj dodal, ne pozabiti še na pravilo. V primeru, kadar igralec, ki z žogo pade na tla podrsa, vemo vsi, da to niso koraki. V primeru, kadar pa se zarola, zakotali, ali pa vsaj nakaže to neko kotaljenje, ali pa poskuša žogo stati, takrat ne pozabi, da so tudi to koraki, ki jih moramo soditi.